Na igrišču vedno vidimo sam končni rezultat. Ampak tisto, kar res odloča, se zgodi že precej prej. Hitrost, moč, kontrola, odpornost na poškodbe. Vse to so stvari, ki jih marsikdo prepušča naključju. Naša super trening filozofija pa temelji na tem, da je ključni korak za gradnjo vseh teh stvari kvalitetno testiranje. Ne testiramo zato, da bi selekcionirali športnike. Ne testiramo zato, da iščemo napake, ampak testiramo zato, da športniku pomagamo razumeti, kje trenutno je, kaj je tisto, kar želimo, da razvije, in mu damo priložnost, da s fokusom na točno določeno sposobnost napreduje hitreje in bolj varno. Večina ljudi pri šprintu zanima samo končni čas. Prava razlika pa se naredi, ko pogledamo podrobnosti. Kako športnik pospešuje, kam postavlja stopalo, kako prenaša silo. Ker se že majhna odstopanja v tehniki ali pa v moči na igrišču lahko pokažejo kot ogromne razlike. Zato namen testiranja hitrosti ni sam končni čas, ampak razumevanje tehnike in strategije posameznika. To nam pomaga določiti, kje imajo igralci še neizkoriščen potencial, na podlagi tega pa lahko zgradimo optimalen plan za napredek. Tudi pri eksplozivnosti velja cel kup napačnih predstav. Marsikdo dan še vedno eksplozivnost enači samo s tem, kako visoko lahko skočiš. Eksplozivnost pa je v resnici na eni strani sposobnost hitrega ustvarjanja sile in na drugi, a lahko to ponoviš večkrat, brez da se tvoje telo poškoduje. To je namreč razlika med enim dobrim momentom in zmogljivostjo, ki zdrži celo sezono. Ker je šport dinamičen, je pomembno, da merimo več vrst skokov, ne samo maksimalni vertikalni skok. Enkrat nas zanima maksimalna moč, drugič elastičnost, tretjič razlika med levo in desno stranjo. Vsak skok nam da novo informacijo, nov delček mozaika, ki nam pove, kje ima športnik še potencial. Na drugi strani pa, kje so največji riziki za poškodbe. V igri se igralci ne gibajo samo v ravni liniji. Tista glavna razlika se zgodi pri zaustavljanjih, v obratih in v reakcijah pod pritiskom. Zato je v teh trenutkih res pomembno, da je telo stabilno, močno in hitro. Predvsem pa, da je v vsakem položaju v kontroli. Kjerkoli nima kontrole, je poškodba lahko le še vprašanje časa. Če tega ne spremljamo in merimo, potem tega v resnici ne vemo. In ker je telo v različnih športih popolnoma v različnih položajih, test vedno prilagodimo športu. Ker pa je vsak šport drugačen, so drugačni tudi testi. V nogometu merimo spremembe smeri z žogo in brez nje. V košarki reakcijo pa lateralno gibanje. Pri tenisu pa reakcijo in prvi korak. Torej zanimajo nas situacije, ki so zelo podobne tistim, ki jih igralci dejansko doživijo v igri. Vse to so testi, ki imajo smisel za določen šport. Ker ni point, da si dober samo v kontroliranih okoljih, kot je na primer to na testiranju. Ampak se mora tvoje telo odzvati tudi v ključnih situacijah in v zaključkih tekem. Torej tudi takrat, ko si že precej utrujen in stvari prevzame avtomatika. Dobro avtomatiko zgradimo z dobrim načrtovanjem in izvedbo treninga. Pri tem procesu nam pa pogosto pomagajo rezultati izmeritev. Ena izmed največjih ovir v napredku in v karieri športnikov so poškodbe. In marsikdo misli, da se poškodbe zgodijo zaradi enega samega slabega trenutka. V resnici pa so ponavadi rezultat kopice manjših faktorjev. Pridejo, ko telo nima več rezerve, ko v določenem momentu ali pa položaju telo enostavno ne zdrži več. Zato v današnjem modernem športu moč ni več nekaj, kar rabijo samo določeni, ampak je nujen standard za vse športe in kategorije. Ravno zato ne merimo maksimalne moči na naključnih vajah, ampak tam, kjer se poškodbe najpogosteje zgodijo. Če govorimo o nogometu, je to na primer zadnja loža pri šprintih, kolena pri skokih in prepone oziroma aduktorji pri spremembah smeri. Vzamemo realne situacije glede na šport in tako točno vemo, kje je rizik največji. Vsi ti podatki nam povedo, kaj posameznik zmore, da na eni strani zagotovimo napredek, brez da na drugi strani dvignemo tveganje za poškodbe. V članskih selekcijah je starostni razpon velik, pri mlajših pa se tudi enako stari igralci ne razvijajo enako hitro. In to ni problem, tak je naravni proces razvoja. Problem pa nastane, če tega ne upoštevamo in vse treniramo na enak način. Zato sta eni izmed najbolj pomembnih meritev, ki jih opravljamo za mlajše, biološka starost in telesna sestava. Biološka starost nam pove, kako daleč je mladostnik v telesnem razvoju v primerjavi s svojo generacijo. Telesna sestava pa nam pove, s koliko mišične mase, maščobe, kosti in ostalih elementov športnik vstopa v trening. Pravi napredek vsakega športnika se skriva v tem, da se z njim srečamo tam, kjer trenutno je in mu pomagamo priti tja, kamor si želi. Pri vsem tem pa je potrebno res poudariti, da je testiranje zgolj prvi korak.
Glavna razlika se naredi, če te podatke znaš uporabiti, ko na eni strani zmanjšaš ugibanje in lažje prilagodiš trening, in na drugi strani vsakemu športniku omogočiš optimalni napredek z minimalnim tveganjem za poškodbe. S tem lahko postavimo enoten standard razvoja čez vse selekcije. Zato po vsakem testiranju iz podatkov naredimo konkreten plan. Plan, ki ga igralci in trenerji dejansko uporabijo. Ker podatki niso cilj, ampak so samo material, s katerim zgradimo sistem, ki zdrži sezono in celotno kariero.